težek del je bil, se mi odreči sira. Zdaj jem vsekakor bolj raznoliko kot kadarkoli prej. So vegani in vegetarijanci večinoma iz etičnih razlogov, sočutje do živali, skrbi za naravo in okolje. Ne strinjam s tem, kar se počne z živalmi v današnji družbi in sem pa se pač odločil, da v tem jaz ne bom sodeloval. Je način življenja, ki ga nekateri prenašajo tudi na najmlajše. Dober tek, otroci! Dober tek! Hvala za hrano, hvala, ker je dobro, zelo nenavadno kosilo. Dober tek! 8-članska družina Jakše, vegani so vsi od najmlajše 2-letne Ele do staršev Tine in Klemna. Jaz sem 14 let nazaj imela kar veliko zdravstvenih težav in sem potem iskala rešitve in sem naletela na veganstvo, ker sem iskala v bistvu recepte brez mleka in sva potem pogledala en dokumentarni film o kako delajo z živalmi v tej industriji in takrat se je ta etični vidik pač še dodal. Niso edini, večina veganov se živalskim izdelkom odreče ravno zaradi trpljenja živali v industriji, grozljivih razmer, v katerih živijo, mučenja. To so posnetki, ki jih redno objavlja PETA, največja svetovna organizacija za zaščito živali. Kosilo, ki ga je pripravil Klemen, bogata solata in nebeški kari, čičerika, sladki krompir in brokoli z rižem. Čeprav je na prvi pogled takšna prehrana videti dražja, to ne drži, pravi. Ne kupujeta mesnih nadomestkov, izogibata se procesirani hrani. Če ustrajaš na osnovnih živilih in z njimi pripravljaš obroke, si primerljivo podobno ali pa celo cenejši. Tako kot pri vsaki stvari začetek je težek in ko imamo v glavi še vse tiste stvari, skozi katerimi smo mi odraščali, tiste izjave, zakaj vse je pomembno uživati živila živalskega izvora. Najprej so se porajala vprašanja, kaj lahko sploh še jesta, ko iz prehrane izločita vse, kar je živalskega. Počasi sta odkrivala recepte, spoznavala nova živila. Oba sta se spominjata, spremembe občutila kmalu. Lahko so v telesu več energije, manj utrujenosti po obrokih. Žani toast! Kaj pa otroci, ki so ponavadi navdušeni nad sladoledi, čokolado, palačinkami? Zdaj se pojavlja več vprašanj, ampak tudi njihova želja potem, da ostajajo na tej prehrani, je tudi velika. Tako da ne želijo zaenkrat poskušati druge hrane, ker v bistvu recimo meso za njih hrana sploh ni, to so živali in na tak način to dojemajo. Tako da dobijo in veganski sladoled in vegansko čokolado in vse, mogoče zdaj tega preveč. Tako da se moramo potem ukvarjati z istimi stvarmi kot drugi starši, ki želijo neko zdravo prehrano zagotoviti. Kakšna pa je brezmesna prehrana? Vegetarijancev je več podzvrsti, vse pa izključujejo meso živalskega izvora. Pesketarijanci od mesa jedo le ribe, korak dlje pa gredo vegani, ki ne uživajo nobenih živil živalskega izvora. Odrečejo se tudi mlečnim izdelkom, jajcem, celo medu. Frutarijanci jedo samo sadje, a vseh je, pravi dr. Igor Prav z Inštituta za nutricionistiko, manj kot se zdi na prvi pogled. Glede na naše podatke, recimo veganov v Sloveniji med 1 in 2% odraslih, vegetarijancev kakšen odstotek več, skupaj obojih vsekakor ne več kot 5%. So predvsem bolj ženske, predvsem bolj tisti z višjim materialnim standardom. Zanimivo, da se iz tega zavzeti starejša populacija praktično ne zasledimo teh alternativnih oblik prehrane. To kažejo tudi raziskave. Število ljudi, ki se alternativno prehranjujejo, naj ne bi naraščalo. Spreminja se le njihova struktura. Vse več je veganov in manj vegetarijancev. Dobar dan! Dobar dan, želite prosim? Danes pa so veganske surovine precej bolj dostopne, kot so bile nekoč. Veganske slaščičarne, veganski meniji v restauracijah, specializirane trgovine. Viktorija Hočevar je svojo trgovinico Zdravo prehrano naklonjeno veganom odprla pred 17 leti. Njena ponudba temelji na ekološko pridelanih žitih. To je zdaj tudi stročnica, rumena soja, to je leča rdeča za juhice, to so koruzni kosmiči, to je prosena kaša. Mladi pa v glavno vejo, pač pridejo svojo posodico in jim naložim tisto, kar vejo, da bodo ta dan kuhali. Tako kot pri mesni prehrani je tudi pri veganski veliko procesirane hrane, tudi ogromno nadomestkov. Kot recimo tofu, seitan, droblenec, ki je tako za bolognese mako, pico, testo, vegansko maslo, kefir, sojin, tudi burgere. Če se nekdo odloči za tovrstno prehrano načrtovano,
lahko z ustreznim načrtovanjem prehrane zagotovi ustrezen vnos hranil, ki jih telo potrebuje. Te lahko dobimo tako z vegetarijansko kot vegansko prehrano, seveda z ustreznim znanjem in pristopom, ne pa tudi s frutarijansko prehrano, svari pravst. To stroka povsem odsvetuje. Anže Sobočan je ljubitelj teka, na katerega občasno vzame tudi svojo psičko Areno. Prišla je s Kanarskih otokov iz zavetišča. Pravi izziv pa so zanj dolge gorske razdalje, tekme daljše od 100 km. Lani je odnesel zmago na ultratrailu Vipava 170 km razdalji, skoraj 7000 metrov vzpona. Kljub ekstremnemu športu na dan preteče do 25 km, se Anže prehranjuje vegansko. Najprej začel z vegetarijansko prehrano. Približno 10 let traja, da sem na vegansko prehrano šel, to pa zdaj že 10 let. Ne meso, riba, mleko ali jajce se ni bilo tako težko odreči kot siru, pravi. Ta je bil najtrši oreh. Ko sem enkrat šel za 1 leto na Kitajsko, kjer sira ni v prehrani, oziroma ga je bistveno manj kot pri nas, ki se ga daje praktično na vsako stvar, je bilo to bistveno lažje. Vegana sta oba z ženo, kosila ponavadi kuha on, sladice ona. Torej, kaj bomo danes kuhali? Sprav, naredili bomo testeninsko solato z svežim korenčkom, zeleno papriko, črnimi olivami in takim nadomestnim veganskim tunom, tako da bo kot ena tunina solata. To je primer neke jedi, ko si mogoče kdo zaželi nekaj, kar je včasih jedel, in zato pokažem, da se to da narediti. Potem bom pa naredil še lečino juho iz te oranžne leče, pa s sladkim krompirjem. Leča je tudi dober vir beljakovin, sladek krompir je pa tak kvaliteten ogljikov hidrat. Sladek krompir olupno. Jaz zdaj kot ultratekač predvsem moram paziti, da res dovolj pojem. Treba je paziti, da so razmerja beljakovin, ogljikovih hidratov, maščob še vedno primerna, se pravi, tukaj je ta poudarek, da se, sigurno. Williams, Lewis Hamilton, Mike Tyson, Carl Lewis, Novak Djokovic. Vrhunski športniki na prehrani rastlinskega izvora. Tako je Djokovic, največji tenisač današnjega časa, v enem od intervjujev razlagal, kako in kaj je. When I rise from the bed, I start with warm water and lemon, so I can help my body detoxify. And then I would have celery juice on an empty stomach. And then I would make a break, and then I would have my smoothie, green smoothie with different algae and different fruits and superfoods. A za takšnim Djokovicevim jedilnikom stoji ves strokovni tim, pojasnjuje dr. Vedran Hadžić, ki na fakulteti za šport predava o športni prehrani. Tudi te smutije, šejke, kakorkoli pripravlja nek tim, se pravi, ki zagotovi, da tudi imamo v bistvu kompenziranje energije z energijsko gostimi živili, kot so različni oreščki in podobno, kjer v relativno majhni količini imate veliko kalorične vrednosti, ki jo lahko telo izkoristi. Več kot očitno je, da so tudi vegani lahko vrhunski športniki, a brez ustreznega znanja lahko zelo hitro pride do težav, opozarja Hadžić. Prehranjevati se živili rastlinskega izvora ne pomeni le iz jedilnika izločiti meso, mleko, jajca. Treba je veliko več. Mi lahko tudi z rastlinskim prehranjem zagotovimo vse beljakovine, vendar je biološka razpoložljivost, se pravi, kako smo sposobni prevzeti te beljakovine pri veganih, pri rastlinski prehrani v bistvu manjša. Tako da vegan mora znati kombinirati različna živila, da vse aminokisline, ki so kritičnega pomena, lahko nadomesti. Če je temu tako, potem v bistvu je ta prehrana popolnoma lahko enakovredna, zahteva pa en večji, bi rekel, prispevek posameznika. Pomembni so tudi vitamini, minerali, esencialne maščobe. Stročnice so odličen vir beljakovin. Leča, soja, fižol, čičerika. Na prvi pogled je videti preprosto, a potreben je čas, pravi tudi Anže Sobočan. Poslušati je treba telo. Vegani radi promovirajo, da je čisto enostavno, pa mogoče komu dajo napačen občutek. Malo se je treba, takoj ko narediš ta prehod, moraš razmisliti, kaj boš jedel, ampak ko enkrat v to rutino padeš, ni nič posebnega, da bi bilo kaj ekstra veliko dela s tem, ne vem, koliko planiranja vnaprej. Jaz avtomatično vsak dan pomislim,
kaj bo glavni vir beljakovin, ker še vedno je res, so beljakovine zelo pomembne. Vitamin B12 se denimo nahaja izključno v prehrani živalskega izvora, nastaja v prebavilih prežvakovalcev med fermentacijo, pojasnjuje dr. Igor Pravst. Zato ga ljudje, ki se prehranjujejo izključno rastlinsko, morajo nujno dodajati v obliki kapsul. V nasprotnem so posledice lahko izjemno hude. V telesu imamo zalogo vitamina B12 za leto, 2. Po tem letu pride do pomanjkanja, ki vodi do irreverzibilnih poškodb živčevja, in to je vsekakor nekaj, čemu se obvezno izogniti. Torej, poziv bi bil vsem, ki so na veganski prehrani, da seveda morajo se zavedati, da je vitamin B12 potrebno dodajati. B12 je tista stvar, ki jo dodajamo. To je bil tisti pomislek, ali zdaj je veganstvo ok ali ne, ampak v bistvu je B12 ena tak vitamin, ki primanjkuje tudi drugim, ne samo veganom. Smo nekako potem rekli, vse, da bomo pač mi uživali, no. To so mesni ravioli. Danes prihupali dvojno, ne? Dvojno. Tukaj imamo pa vegetarijanske, so pa sirope. Sirop koliko smo pa danes naredili iz bešamela, smetano, pa sir smo dali zeleno solato. Imamo pa z dodatkom leče. Leče, tudi beljakovina, ja. Ljubljanski vrtec Najdihovica je edini javni vrtec z vegetarijanskimi oddelki. Skupno jih imajo že 4. Vegetarijansko prehrano zdaj ponujajo tudi najmlajšim jasličnim otrokom od 1. do 3. leta. Soncu svetlem prozori, sonce ljubo, zemlja kratka, za dobrote vama daja. Dober teh. Minilo je že 24 let, odkar so dobili soglasje za izključno vegetarijansko prehrano in Alenka Krajnc je tukaj od samih začetkov. Bilo je cel kupenih pač dilem, kako bo, a bo, a ne. Veliko je bilo izobraževanj, kuharji so mogli na tečaje, sami so se mogli ogromno naučiti. Treba je res zelo skrbno k temu pristopati, sploh pri otrocih. Je to pomembno, da je res uravnoteženo, da je gostota dovolj, da je pač stročnic in leče, rdeče predvsem, in teh starih živil, ki so res bogata in z minerali in beljakovinami. Pri receptih so jim veliko pomagali starši otrok, ki so, pravi kuhar Bojan Ferjan, vegetarijansko hrano v vrtcih povzdignili na višjo raven, tako sestavljati raznolike in hranilno bogate jedilnike. Namesto mesa uporabljamo tofu, potem razne zrezke, seitan, veliko uporabljamo stročnic, razne fižolove polpete, delamo bobove polpete, uporabljamo tudi kvinojo, amarant. Marko Čenčur je že vrsto let vegan, prav tako vsa njegova družina. Na jedilnikih vrtcev in osnovnih šol, kot pravi, že leta pogreša veganske jedilnike. Problem je, recimo, če je to tehnično možno, to se razume, da vsi vrtci tega ne morejo pripraviti normalno, ampak če pa to možnost imajo, bi bilo pa zelo dobrodošlo, da bi to možnost ponudili in da bi imeli starši možnost to izbiro imeti. A strokovne smernice so nedvoumne. Otroci bi morali jesti mešano pestro prehrano, ki vključuje vse skupine živil, pravi Matej Gregorič z Inštituta za javno zdravje. Vegetarijanska prehrana, ki vključuje jajca in mlečne izdelke, je še sprejemljiva, veganska pa nikakor. Po eni strani otroci so na tem obdobju intenzivne rasti, intenzivnemu razvoju, se pravi, so njihove potrebe izjemno velike, se pravi, vsi gradniki telesa pravzaprav prihajajo skozi ta način, se pravi, skozi prehrano. In če mi izključujemo določene skupine živil, seveda s tem povzročamo določeno tveganje. V nekem zelo kontroliranem okolju, seveda bi se to mogoče dalo, glede na trenutne danosti v šolah in vrtcih, to strogo odsvetujemo. Kuharski kader je podhranjen. V tem vrtcu poleg vegetarijanske in klasične mešane prehrane imajo denimo še 35 diet. In teh je tudi sicer vse več. Če starš prinese potrdilo, da je otrok ne sme mlečnih izdelkov, kar se dejansko zgodi, tako da v tem primeru pa vrtec potem zagotavlja tudi vegansko. Vrtci bi morali imeti dietetike večje kuhinje, da bi lahko zagotavljali individualne jedilnike. Že sedaj hodijo po tankem ledu. Tukaj pa treba opozoriti, da v takih primerih bil pa že kot smotren individualen pristop in pa preverjanje zdravstvenega statusa pri otrocih. Ker pa slovensko zdravstvo, veste, tega ne zmore. Ko si predstavljate, da bi se naše otroke zdaj pošiljali potem na preglede k zdravniku, če zauživajo dovolj hranil.
Dokler nimamo zdravstva, ki bo sposobno kaj takega obvladovati, se mi zdi, bodo pač uveljavljena ta državna priporočila, da se kljub vsemu svetuje mešana prehrana. Če se starši kljub temu odločijo, da bo njihov otrok vegan nadaljuje, morajo poskrbeti, da je njegovo zdravstveno stanje nadzorovano in da je dosežen ustrezen vnos vseh hranil. Nesporno je, da ima živinoreja negativen vpliv tudi na okolje. 3/4 kmetijskih zemljišč uporabljamo za rejo živali, prav toliko je svetovnih ribolovnih območij že izrabljenih. 1/4 vseh izpustov toplogrednih plinov na svetu je rezultat sistema preskrbe s hrano. Rad povem, da ne mislim, da absolutno nobena žival ne trpi zaradi mene. Tako kot pri predelavi zelenjave neke kakšne miške krte zorjejo, pesticidi se zatira razne žuželke. Pri konzumiranju mesa je še kako pomemben tudi zdravstveni vidik. Zdravstvena stroka v Sloveniji že dolgo časa poziva k manjši uporabi mesa in mesnih izdelkov. Po podatkih statističnega urada ga na leto v povprečju pojemo 89 kg na prebivalca oziroma 1,7 kg na teden, od tega dober kilogram rdečega, kar nas uvršča v vrh evropskih držav. Količine približno 300 gramov na teden že predstavljajo neko tveganje, medtem ko 500 gramov na teden pa predstavlja že kar precejšnje tveganje. To ne pomeni popolnoma se odreči mesu in mesnim izdelkom, le zmanjšati ga na 4-krat do 5-krat tedensko. Glede na podatke, koliko mesa Slovenci pojemo, je predvsej prostora za izboljšave, da ga pojemo manj, lahko tudi to manj, pa bomo imeli vnos beljakovin še vedno primeren. In če bomo to nadomeščali recimo sadjem, zelenjavo predvsem, je to neka vrsta win-win situacija. Kako se bomo prehranjevali, je odločitev vsakega posameznika. Dejstvo pa je, da bi vsi morali imeti znanje, kako sestaviti ustrezen in zdrav krožnik. Raziskave kažejo, da v Sloveniji pojemo bistveno premalo vlaknin in zelenjave, zato zgolj razmislek. Mogoče, da bolj zavestno jemo, karkoli že jemo. Prednost vse jede prehrane v tem, da se to znanje že širi stoletja, da so ljudje nekako že, kako bi rekel, običajno seznanjeni s tem, medtem ko je pa to neko drugačno znanje. Rastlinska prehrana je, opažajo zdravniki, velikokrat tudi maska za prikrivanje prehranskih motenj. Odločitev za način prehranjevanja ne sme biti modna muha, temveč posledica tehtnega razmisleka. Ljudje bi se mogli na nek način naučiti pravilno prehranjevati, na kakršen koli način, kot vse jedi ali pa kot vegani. Ko gre za odrasle, je torej lahko dobra ali slaba, tako vegetarijanska, veganska ali vsejeda prehrana. Vse dokler telesu zagotovimo vse, kar potrebuje v pravih količinah.